Nahajamo se v galeriji fotografij na razstavi Življenje reči, kjer so predstavljene 4 mlade umetnice: Lucija Rost, Kristina Eržen, Teja Miholič in Tiljen Mucik. Razstava Življenje reči se ukvarja z upodobitvijo predmeta v fotografiji. Zgodovinsko se je fotografija vedno ukvarjala z vlogo predmeta kot samostojnega upodobljenca, kar ni bilo vedno normalno v razvoju fotografije. Torej v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja se začne predmet v bistvu z eksperimentacijo avantgardnih gibanj, Bauhausa, nove stvarnosti in podobnih gibanj osamosvajati in začne oziroma nastopi kot en samostojni subjekt znotraj fotografije. Jasno je, da takrat v tem času je predmet v fotografiji služil bolj kot dobra podlaga za eksperimentacijo s fotografijo, za študije luči, kompozicije in različnih optičnih učinkov, ki so jih s predmetom v studiu fotografi lahko na ta način dosegli. In v sodobnosti jasno pride do enega velikega razvoja na področju fotografije, ene velike pluralizacije v tem smislu in tudi predmet zdaj seveda zaživi zelo samostojno, v zelo različnih oblikah in ne služi več samo kot podlaga za neke tehnične inovacije. Tako da to je bil nekak razmislek, da pogledamo sodobno fotografijo v Sloveniji pri najmlajših ustvarjalcih, pravzaprav še pri študentkah, in predstavimo zelo različne načine, na katere one interpretirajo predmet v svojih fotografijah. Prva predstavljena umetnica je Lucija Rost. Lucija Rost je študentka fotografije na ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Lucija predstavlja serijo Roke, kjer predmet raziskuje skozi prizmo modne fotografije in oglaševanja in predstavlja specifično vižo znotraj tega polja, to je hand modeling, torej manekenstvo rok, če na ta način prevedem. Torej, uporablja vse pristope znotraj svoje fotografije, ki jih uporablja tudi marketinška fotografija in ki jih uporabljajo oglaševalske kampanje. Torej, ona dela z živimi barvami, z močno osvetlitvijo, z privlačnimi prizori. Ampak z izborom reči oziroma predmetov, ki jih predstavlja, torej majhnim plastičnim hamburgerjem, plastenko, vžigalico, opozarja na nek zelo humoren način opozarja na nepomembnost teh predstavljenih predmetov in na dejstvo, da v marketinški fotografiji in v oglaševalski fotografiji je pravzaprav katerikoli predmet, ne glede na njegovo uporabno vrednost, lahko predstavljen kot nek objekt poželenja. Naslednja predstavljena avtorica je Kristina Eržen. Ona je študentka fotografije na ljubljanski akademiji za vizualne umetnosti AVI. Kristina Eržen se predstavlja s projektom Where do you come from? In zopet, za razliko od prejšnje avtorice, v bistvu na popolnoma drugačen način pristopa do predmeta in ga raziskuje v fotografiji. Torej, v projektu Where do you come from? Kristina Eržen zbira popolnoma vsakdanje kamne, ki jih pač naključno najde in z pomočjo bolj iluzionističnega pristopa v fotografiji kamne predstavi kot izvenzemeljske objekte, kot vesoljske kamne, ki plujejo po stratosferi. Torej, kamni Kristine Eržen so fotografirani in predstavljeni
kot nekakšen dokumentacijski material. Obešeni so na steno pravzaprav brez posebnega vrstnega reda. Ideja pa je v tem, da je avtorica s tem svojim raziskovanjem v kontinuiranem procesu in na to naslovno vprašanje, od kje prihajate, pravzaprav še ni našla odgovora. Je pa seveda tudi zelo zanimivo, se pokaže v njeni seriji ta lastnost fotografije kot mogoče dela umetnosti, ki pušča veliko prostora za neko optično manipulacijo, za tvorjenje določenih iluzij in tako naprej. Naslednja predstavljena umetnica je Tiljen Mucik. Tiljen Mucik je študentka fotografije, enako kot Lucija na ljubljanski ALO. Tiljen mogoče do predmeta pristopa najbolj tradicionalno v načinu same upodobitve. Predstavi nam serijo tihožitja. Se pravi, tradicionalno so bila tihožitja vedno priljubljen motiv pri ženskih umetnicah in to je en aspekt tihožitij, ki Tiljen Mucik najbolj zanima. Torej, ženskam umetnicam ni bilo dovoljeno na akademijah v 19. stoletju, naprimer ni bilo dovoljeno študirati akta in podobnih zadev, ki bi njim omogočale, da bi producirale velike historične slike. Zaradi tega so bile ženske umetnice vedno omejene na slikanje tihožitij, portretov in interierjev. Skozi kasnejša leta še, ko se to že začne oddaljevati, pa feministične umetnostne kritičarke, naprimer Linda Nochlin, pišejo o tem, kako se takšnim delom še vedno lepijo pridevniki, kot je ženstveno, žensko in pravzaprav raziskujejo, zakaj do tega pride. To je bilo inspirativno tudi za Tiljen Mucik, ki si že v samem načinu predstavitve svojih del pravzaprav želi zelo jasno aludirati na to preteklo tradicijo. Namreč fotografije so predstavljene v težkih pozlačenih okvirih, ki zelo jasno opozarjajo seveda na to preteklo tradicijo razstavljanja. Je pa zato precej manj tradicionalen način, kako so producirane same fotografije. Namreč avtorica jih izdeluje s pomočjo skena in ne fotoaparata, kar se nekako odmika od klasičnih fotografskih pristopov. Četrta umetnica, ki je predstavljena na razstavi, je Teja Mihulič, magistrska študentka filma trenutno v Toulouseu v Franciji, ki pa se predstavlja z prostorsko instalacijo Kamni in bo o tem delu več povedala sama. Jaz sem se v osnovi ukvarjala z različnimi stopnjami gibljive podobe in sem izhajala iz začetne stopnje, ki je fotografija, šla preko GIF-a in cinemagrafa v zaključen video. Zato sem tudi uporabila različne forme enega materiala in zato je tudi naslov serije Kamni, ker sem vzela pač kamen kot primarni material, ki se potem prelije v beton in na koncu v stanovanjski blok. GIF, ki je prikazan z različnimi kamni, ki se vrtijo, je bil narejen kot nek izvor moje lastne merilne lestvice. Vzela sem namreč tujek iz svojega telesa in ga spremenila v obliko kamna in ga pač dala na originalno velikost tega tujka v mojem telesu, ga postavila na mrežo. Kamni, ki pa so razporejeni okrog njega, so pa v bistvu večkratna velikost tega tujka. Mreža je 2-milimetrska, tako kot je pač razdalja od tega tujka do prve žile v mojem telesu. In hotela sem se igrati v bistvu z meritvami, ki izhajajo iz mene.
in to dati v svojo umetnost. Drugače pa sem uporabljala tudi različne tehnike pretvorbe fotografije v video. Recimo pri GIF-u sem se ukvarjala s fotografijo, z zaporedno fotografijo, tako kot se gre pri recimo animaciji stop motiona, in to spremenila potem v GIF. Pri videu pa sem fotografijo spremenila v neskončni loop videa, ki se nikoli ne konča.